Odnosi med Marokom in Izraelom prehajajo iz simbolike v strategijo. Več kot 5 let po normalizaciji v okviru Abrahamovih sporazumov, analitiki pravijo, da je partnerstvo zdaj zgrajeno na skupni zgodovini, obrambnem sodelovanju, tehnologiji in skrbi zaradi vse večjega vpliva Irana. V ameriškem obrambnem zakonu za leto 2027 je 10-letni načrt za poglobitev ameriškega obrambnega sodelovanja z Marokom, vključno z droni, skupnimi lokacijami in razširjenimi vojaškimi vajami. Torej, širša slika je dejstvo, da Maroko ni več viden le kot partner v okviru Abrahamovih sporazumov, ampak kot zahodna strateška opora tako za Izrael kot za Združene države. Za več informacij se nam zdaj pridružuje dr. Mohamed Chatoum, politični analitik in višji profesor na Univerzi v Rabatu. Dr. Chatoum, ali s tem ameriškim obrambnim zakonom Washington poskuša spremeniti Maroko v zahodno varnostno oporo za Abrahamove sporazume? Kakšen je pravi cilj tega okrepljenega usklajevanja? Eden od razlogov za uspeh Abrahamovih sporazumov v Maroku je dejstvo, da sta imela Maroko in Izrael zelo dolgoletne odnose. Utemeljeni v času, ker je šlo za 2500 let odnosov. To je ustvarilo zelo močno kulturo med muslimani in Judi v Maroku in temu pravimo konvivencija, pri čemer uporabljamo besedo konvivencija, ki pomeni sobivanje v miru. In to je eden od razlogov za uspeh Abrahamovih sporazumov v Maroku. Ker je to mogoče pojasniti z dejstvom, da se Maroko in Izrael ekonomsko, vojaško in tudi kulturno premikata neko vrsto močnega odnosa, ki ga pogosto imenujem zavezništvo. Jutri bo to zelo močno zavezništvo, saj ta odnos postaja vse močnejši in vezi se krepijo. Na vseh področjih, še posebej na tistih, ki sem jih omenil, gospodarstvo, vojska, kultura, potekajo izmenjave. In zapomniti si moramo, da v Izraelu živi približno 1 milijon maroških Judov in so državljani Izraela. Tem ljudem je Maroko pogosto še vedno pri srcu in prihajajo na obisk, da obiščejo svoje prijatelje, pa tudi svoje svetnike, ki se nahajajo po vsej državi, tako na podeželju kot v mestih. Kaj pa po iranski vojni? Kako se je zaradi tega spremenila vloga Maroka? Ali je ta zveza, o kateri govorite, postala pomembnejša za Izrael ne le diplomatsko, ampak tudi kot most med Sredozemljem, Afriko in celo širšim arabskim svetom? Mislim, da bosta po iranski vojni Maroko in Izrael okrepila svoje odnose. In kot sem rekel, bo naslednji korak zavezništvo. In Maroko je odprta scena, odskočna deska za Izrael za vstop na afriške trge. In Maroko ima na tem področju kar precej izkušenj. In že obstajajo podjetja iz Izraela, ki poslujejo v Maroku in želijo razširiti to poslovanje na afriške države in afriške trge. Zato mislim, da bodo po tej vojni stvari šle v vzpon in odnosi bodo močnejši ter bolj plodni za obe državi na vseh področjih. Zelo pozitiven pogled v prihodnost. Dr. Mohamed Chatoum, lepo, da ste bili danes z nami na I24 News English. Hvala za to. Prosim, ni zakaj. Hvala.